jaz govorim stvari, nekako se ne šparam, nisem politično korekten in zaradi tega se da vse te moje zadeve, pa vse te moje videote se ful da iz konteksta ven potegniti pa zapeljati v neko smer. Vlajem, kar se tabora tiče. Jaz take zadeve delam že nekaj časa in nikoli ni nič sporno. Pa to je poletni tabor, to je tabor ali za mlade ali pa tudi za starejše, čisto vsenje. Namen je samo to, so počitnice, je poletje in izvajaš ene zadeve, ki so ljudem zanimive, zabavne, ki se imajo fajn. Tukaj je bilo najprej v štartu ideja, da bi šli nekam v naravo, da bi bili mogoče nekje ob kakšni vodi. A veš, da se da kopati, da se da mogoče s kakšnimi kanuji vozt, hodili bi na pohode pa tako naprej. Kakšne preživetvene zadeve, orientacije, take stvari. Taka je bila prvotna. Ampak nas je mečkan čas stisku, bi mogli mi sploh dobiti prostor, ki je to izvajati. Ne se rekel pa, dajmo mogoče zapriti za štart, se pravi s to ekipo, to je Katoliško mladina organizacija, ki organizira, ne vem, v Stični imajo 5000 mladih cele Slovenije. Veš, kaj eni to ne vejo, za kva se gre, kaj je zdaj to ta katoliška mladina. To je samo ena organizacija, ki promovira vero, ki med mlade proba to širiti, ampak to so dobri, pozitivni mladi ljudje. In tle pa pol probajo, gledaš tam na kanalu A na svet, pa tako mogoče Pop TV, ki probajo kar nekaj napihniti pa narediti eno dramo z tega. V glavnem težava pa je bila pa samo v temu, ker je tukaj ta katoliška mladina, ker pol to izpade, zdaj pa je to versko, to so pa zdaj križari, to so zdaj domobranci, ker pol jaz vidim komentarje, ker ljudje pišejo domobranska zalega, pa da se pripravlja vstaja, meni gre na bruhe, nekaj to berem. Mislim, to je katastrofa, delate totalno krivico meni, ker me ljudje sploh ne poznajo, še bolj pa te katoliški mladini. Po vsem tem, ker so se prijavili, ker so fantje, ker se noben med sabo ne pozna, vsi bojo prišli zato, da se bojo dobro imeli in tam pišejo 50 let stari ljudje, da je to bela zalega.